Spoštovani gospod župan občine Brda, Franc Mužič, spoštovani visoki gostje, spoštovane predavateljice in predavatelji, spoštovane gospe in gospodje, dovolite, da vas v imenu organizatorjev prav lepo pozdravim na današnjem strokovnem srečanju, ki smo ga v tem prečudovitem ambientu Vile Vipavže ponaslovili Azbest, nikoli dokončana zgodba. Danes bomo skozi ves dan govorili o materialu, ki so ga zaradi njegovih izjemnih fizikalno-kemijskih lastnosti uporabljali desetletja v številnih vejah industrije. Četudi je njegova uporaba pri nas dokončno prepovedana že od leta 2003, pa zgodba o njem zaradi še ene izjemno pomembne lastnosti pravzaprav nikoli ali vsaj še zelo dolgo ne bo zares povsem končana. Azbest je namreč snov, ki ima dolg vpliv še leta po tistem, ko smo mu bili izpostavljeni, ali pa smo ta vpliv posredno prenesli tudi na svoje bližnje, srečanje z azbestom pa morda že povsem pozabili. Govorimo o vsestranskih posledicah, okoljskih, pravnih,
predvsem pa seveda zdravstvenih in obče človeških. Azbest ni spisal le zgodbe o tisočih tonah ugrajenih v preštevilne strešne kritine, cevi, izolacije, protipožarne zaščite in tako dalje. Azbest je spisal predvsem preštevilne zgodbe o ljudeh, ki so mu bili dnevno izpostavljeni, pogosto na način in v okolju, v katerem ne bi nikoli pomislili na njegovo neposredno nevarnost. Prav je, da o njegovih posledicah govorimo in ne zapremo te knjige, vse dokler ne bo prebran zadnji list iz nje. Današnje srečanje smo zasnovali v 2 delih. V prvem, uvodnem, bomo lahko videli pričevanja 3 ljudi, izjemno pretresljiva pričevanja, ki jih je azbest zaznamoval na najbolj krut način in posegal v njihova življenja ter jih spremenil za vekomaj. V drugem delu pa bomo priče strokovno-teoretičnemu delu, v katerem nam bo nabor 12 strokovnjakov iz različnih vidikov predstavil azbest iz okoljskega, zdravstvenega in pravnega. V svojih gradivih imate podrobno gradivo, material, program. Precej dolg je, ne skrbite, vmes bo poskrbljeno seveda tudi za ustrezen počitek, za okrepčilo. Zdaj pa seveda predajam besedo našemu prvemu častnemu govorniku, gospodu Francu Mužiču, našemu današnjemu gostitelju, županu, ki ima v slovenskem prostoru, mislim, da enega najdaljših županskih stažev. In pod njegovo taktirko so se Goriška Brda resnično razvila v zelo prosperativen kraj in območje Slovenije. Gospod Mužič, izvolite, beseda je vaša. Spoštovani gostje, dragi domačini, dragi prijatelji, vsem prav lep pozdrav tudi v imenu občine. Lepo je spregovoriti, ko dobiš toliko komplimentov v začetku, ker drugače stvari mogoče ne srečajo tako. Resnično sem zadovoljen tudi jaz, da organizator z našim doktorjem Vudrigom na čelu, hvala lepa, da ste se odločili in da to omizje nekako izpeljete tu v obnovljeni Vipovški vili, tako jo kličemo, mi po domače pa celo Vipovški grad. Prav včeraj smo bili priča lepemu dogodku, ko smo tudi uradno nekako predali ta objekt. No, zvečer pa se je v tem prostoru dogodil lep kulturni večer, ker je bila ta dvorana, lahko reče, popolnoma nabita, ampak stoje ljudje, tako da veste, da tu bilo kar nekaj 100 ljudi notri in sigurno ta dvorana že nekako funkcionira. Prepričan sem, da bomo tudi v bodoče tako uspešni, bom rekel, pri vsebinskem delu tega objekta. Ampak običajno, ko je dana beseda županu, sigurno more posebno, ko vidi ljudi pred sabo, ki niso domačini, ki ne poznajete kaj, ampak ne mi bo dovoljeno, da v parih stavkih nekako podam osebno izkaznico občine Brda. Kot rečeno, res občina Brda je nova občina, nastala je z novim zakonom o lokalni samoupravi leta 1995, delujemo dobrih 20 let in mislim, da je v občini bilo napravljeno toliko, da smo lahko vsi več ali manj zadovoljni. Drugače verjetno, da za to govornico bi jaz ne bil tu, če bi ne bilo to tako. Sigurno se zavedamo, da ima občina lepe možnosti tudi v smislu prepoznavnosti in tu dajemo vse skozi velik poudarek in mislim, da Brda postaja vse bolj prepoznavna doma in v tujini. Tako da smo pobratili kar precej občin v Italiji, celo na Hrvaškem, pa tudi v Avstriji. Vse to pripomore k temu, da v Brda pride vse več ljudi. Brici se ponašamo tudi s tem, da imamo zanimivo kulturno dediščino. Eno od takih objektov je prav gotovo tudi ta obnovljen grad, kateri se je nekako končal z obnovo v spomladanskem času. Sedaj smo ga dobili v upravljanje občina Brda. Ponašamo se tudi z gradom na Dobrovi, ker hranimo tudi stalno zbirko Zorana Mušiča, pa še kaj se tam da udobiti. Ponašamo se tudi srednjeveško vasjo Šmartno, katera je tudi v veliki meri že obnovljena, no in Brda v turističnem smislu
tudi vsekakor pridobivajo, bom rekel, na prepoznavnosti. V Brdi živi nekako 6000 prebivalcev, ta Brda tvorijo 64 vasi in da smo izrazito obmejno območje, tudi to je znano, saj mejimo tako kar na 5 italijanskih občin in na naši strani mejimo na občino Kanal, katero jo vodi moj kolega, ki je zraven mene sedi in resnično tudi lepo pozdrav, dragi kolega, lepo, da si se vzel tudi ti čas, saj si pač ti domicilni, bom rekel, župan, kjer se je nažalost ta azbest v veliki meri uporabljal. No, mejimo tudi na italijanski strani, kot rečeno, na 5 občin, z njimi dosti dobro sodelujemo in podobno. Tako da ta Brda, kljub temu, da so, če geografsko pogledamo in na zemljevidu pogledamo, smo nekako v žepu, ampak sedaj, ko se je zgodil Schengen, verjamete, da smo pa na obratih Evrope. Rečeno mi je bilo tudi naj rečem par besed na tematiko azbesta. Vsi smo bili v samem začetku nekako zavedeni s tem, ja, saj to ni nič takega. Taka smo dobivali tudi sporočila celo od strokovnjakov tega področja, ampak sam moram reči, da sem se v to zadevo neposredno vključil, ko se je v Brdih ustanovil sindikat azbestnih bolnikov in ko mi je bila predočena ta problematika. Posebno sigurno sem odreagiral, če bolj aktivno, ko smo v Brdih kar 6 smrti smo imeli na to tematiko in to se je zgodilo kar v 3-4 mesecih. In sem rekel, ta zadeva pa resnično ni tako nedolžna in nujno je odreagirati. Zaradi tega sem se na pobudo, bom rekel, predstavnikov sindikata odzival tudi na te stvari. Sigurno smo v Brdih, kar smo prvo naredili, smo napravili popis vseh teh objektov, ki so pokriti ali pa ki so ogrejeni s temi azbestnimi materiali. V Brdih je bilo, lahko rekel, par sto, mi porabimo izraz baraka, ki so jo kmetje rabili za stroje, za orodja, vse te zadeve, ampak vse te zadeve so bili nekako pokrite s temi salonitnimi ploščami, tudi ogrejene prav tako s ploščami ali pa celo s temi filci iz azbesta. No in moram reči tako, da z uspešno akcijo in na pobudo sindikata azbestnih bolnikov Brda je teh barak bilo kar precej odstranih. Kjer pa sem je še kaka, ampak mislim, da kot je z naslova povedano, ta zgodba sigurno se ne bo končala tako hitro, ampak v tem smislu je treba delovati. Sam sem se tudi vključeval recimo pri tej zadevi, da so ti predstavniki azbestnih bolnikov prišli celo v parlament Republike Slovenije, to govorim, to se je dogajalo že pred dobrimi 10-12 leti. Tudi smo se zavedali, kako so ti ljudje prizadeti in da tu denar kaj dosti ne pomeni, ko se gre za hudo bolezen, ko se gre za življenje in smrt, tako rekoč, da neke odškodnine kaj dosti ne more pomagati, ampak saj nekako oblažijo zadevo. Posebno, ko se je šlo za mlade družine, smo ugotovili, da tudi te odškodnine so za te familije še kako pomembne. No in mislim, da takrat tudi v parlamentu so prisluhnili, sam minister takrat je tudi se zavedal tega in namenil določena sredstva, da so ti ljudje dobili vsaj neke minimalne odškodnine. Sigurno, da taki simpoziji, taka omizja so več kot potrebna. Zadovoljen sem, da v tem skupu so tudi vrhunski strokovnjaki, saj tako je prikazano, našo gospod doktorstvo poznamo že nekaj časa, prihajajo v Brda na to tematiko in osvešča ljudi z tega področja in tako je tudi prav. Prepričan sem, da to omizje bo danes več kot koristilo ne samo azbestnim bolnikom, ampak vsem nam, da bomo znali se vesti s temi materiali. Prepričan sem, da prav tako tudi v Kanalu, pa tudi v Novi Gorici delamo na tem, da ta material ga čim večji meri odpeljemo. V samem začetku smo sicer na čuden grob
pa tako neefekten, pa celo nevaren način odstranjevali. Danes v občinah imamo celo odloke, s katerimi te materiale odvažamo in bom rekel kar na dost strokoven način. Občine imamo pogodbo z našo komunalo in ti materiali počasno izginjajo iz našega področja. Želim vam prijetno počutiti v Brdih in popoldne, ko boste šli domov, sem prepričan, da boste šli še bolj z nekimi prepričanji, kako je treba delovati v bodoče. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mužič. Organizacijo današnjega srečanja so prevzeli Nacionalni inštitut za javno zdravje, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, Društvo Korak.si ter sindikalna organizacija Brda. Zdaj vabim gospoda Ernešta Žnidariča, da prevzame besedo v imenu organizatorjev. Gospod Žnidarčič, izvolite, beseda je vaša. Prav lep pozdrav tudi v imenu sindikalne organizacije Brda in vseh organizatorjev, ki smo se danes potrudili, da bi ta glas o azbestu širše segel kot sega tisti, ki se kolikor toliko poznamo z njim in ga tudi občutimo. In res, azbest je nikoli dokončana zgodba. Dovolite, da še enkrat malo obnovim, mogoče se bo kaj danes ponavljalo, ne? Ampak v svojem nagovoru, ki sem ga pač nekako pripravil, pač se bom mogoče tudi ponavljal. Ne? Vsi vemo, da se je azbest do svoje prepovedi uporabljal v velikih količinah, v 1000 tonah letno, tako v industriji kot tudi širše. Zato tudi imamo danes ogromne količine azbestnih odpadkov, saj je bilo v Sloveniji od druge svetovne vojne iz azbesta proizvedenih cirka 7,5 milijonov ton salonitnih plošč, okrog 2000 ton tesnilnih plošč, okrog 1,5 milijona ton milijonov cevi, več kot 13 milijonov kvadratnih metrov kombi plošč. Azbest je vgrajen v vagone in lokomotive, najde se v zavornih oblogah, v tesnilih, v filtrih in na žalost tudi v naravi. Žal, važnejše je, da je bil zdravju škodljiv in rakotvoren in je pustil resne posledice na zdravju mnogih ljudi. Nekateri izmed njih so bili poklicno izpostavljeni, tudi sam sem bil. So pa bili izpostavljeni tudi družinski člani, ki nikdar niso imeli opravka z azbestom. Zato smo vam pripravili nekatera pričevanja, ki so tudi v priloženi knjigi, na filmih in tako naprej. Tudi mnogi Brici smo hodili v Anhovo, Salonit Anhovo služiti kruh. Danes pa nas je kar preveč z zdravstvenimi posledicami. Tudi o tem bo govor na današnjem mednarodnem simpoziju. Da bi omilili škodo in pomagali ljudem, ki so zboleli zaradi azbesta, smo Brici organizacijsko pristopili k sindikalnemu gibanju azbestnih bolnikov v tej občini. Delovanje se je začelo že davnega leta 1999 na 2000, ravno v koncih leta, in sovpadajo se z nastankom sindikata azbestnih bolnikov Slovenije. Ta korak smo naredili zato, saj smo čutili potrebo, da se v občini Brda sindikalno organiziramo. Vedeli smo, da bomo lažje uresničevali svoje cilje in vizijo. Temeljno poslanstvo sindikata je ponuditi zdravstveno, pravno in socialno pomoč članom. Sproti spremljamo, sodelujemo in tudi vplivamo na vse potrebne sindikalne aktivnosti in cilje, ko se zanje pokaže potreba. Sodelujemo s številnimi inštitucijami in ustanovami, društvi, organizacijami, združenji in sindikati, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Kot azbestni bolniki, organizirani v sindikat, želimo vse občane osveščati in obveščati o vsebinah povezanih z azbestno problematiko. Saj želimo, da se vsi skupaj zavedamo nevarnosti,
ki jih prinaša, zlasti so to bolezni, ki so povezane z azbestom, saj prav te lahko imajo zelo tragične posledice. Zato pozdravljamo in smo hvaležni za sodelovanje na tem mednarodnem simpoziju v pričakovanju, da bomo vsi skupaj z širšo skupino strokovnjakov dali dobre napotke, kako omiliti posledice azbesta in kako preprečiti nove. Spoštovani, za ljudi se gre. Hvala. Danes so med nami tudi naši dragi prijatelji iz Italije, iz pokrajine Furlanije Julijske krajine. Zato nas bo v njihovem imenu sedaj pozdravil signor Federico Della Rossa, presidente della Commissione regionale Amianto della Regione Friuli Venezia Giulia, predsednik regionalne komisije za azbest v pokrajini Furlaniji Julijski krajini. Signor Della Rossa, prego. Vse prav lepo pozdravljam. Se bom skušal držati časa, ki so mi ga dali na razpolago, čeprav je obstaja nevarnost, da ga bom presegel. Ampak jaz bi vam rad prikazal situacijo v Furlaniji Julijski krajini. Spoštovani gospodje, predsedstvo, predstavniki oblasti, počaščen sem, da sem lahko na tem simpoziju, na katerem ne bi mogli imeti bolj aktualnega naslova, nedokončana zgodba. Pozdravljam vas v imenu naše komisije za azbest, pa tudi osebno. In zato ker obravnavali bomo teme, ki so nam skupne. Če mi dovolite, in držal se bom minut, jaz ne bi rad govoril samo formalno, ampak bi rad prispeval k vašemu delu in vam podal nekaj izkušenj iz naše dežele na to težko temo, kot je azbest. Imamo veliko skupnega, smo dve obmejni regiji, smo Evropi, spadamo v isto geografsko območje, kjer je veliko kontaminacije z azbestom, in naletavamo na veliko ovir, da bi ugotovili, kakšne naj bodo prave perspektive za našo populacijo. Skupaj lahko veliko storimo. Jaz bom prikazal, kako je to v naši deželi, trenutno kako je v naši deželi. Naša dežela je sprejela zakon 22 v zvezi z tem azbestom in dežela je pri tem dobila določene pristojnosti. Imamo 16 komisarjev v različnih inštancah, direkcije za zdravje in predstavniki lokalnih inštitucij, delek za preventivo, razne znanstvene institucije, razne sindikalne organizacije in tako dalje, in tudi predstavnike odborništva za zdravstvo in za okolje. Torej, to so komisarji, ki predstavljajo socialno sfero, politično, znanstveno in civilno sfero. Mi smo pripravili celo vrsto aktivnosti, naša komisija namreč med temi in primis je priprava registra izpostavljenih. Doslej smo ugotovili okrog 9800 oseb, ki so se prijavile, upisale. Od teh je 6000, jih je bilo izpostavljenih iz poklicnih razlogov, ampak lahko vam pa zagotavljam, da ta podatek ni pravilen, ker mi mislimo, da jih je veliko več in da iz najrazličnejših razlogov pač se ne odločijo, da bi se prijavili, da bi se upisali. Druga tema, s katero se soočamo, je promocija, spodbujanje osnovnih kliničnih aktivnosti v povezavi z nevarnosti, ki jih prinaša azbest. Potem so tu razne raziskave, tudi okrog katerih mora tudi komisija izreči mnenje. In poleg tega tudi usklajujemo vsemi inštitucijami in pripravljamo tudi osnovne smernice za spremljanje azbesta, ki omogoča vsem tistim, ki so vpisani in v registru, ali pa tudi tistim, ki niso, jim nudi pomoč
in zaščito na regijskem nivoju in to z sociozdravstvenega vidika, pa tudi z drugih vidikov. Pa tudi za tiste, ki potrebujejo psihološko pomoč in tudi zdravstveno. Gre tudi za varovanje okolja, kjer je prišlo do degradacije okolja in do kontaminacije okolja s posebnim ozirom. Gre za odlaganje odpadkov, odstranjevanje odpadkov in za sanacije. Deluje se pa predvsem na to, da bi vzpostavili inertno situacijo, in to, da ne bi imeli več teh odlagališč, ker to je samo odlaganje problema. Potem gre pa na koncu še za sensibilizacijo, osveščanje in izobraževanje. Mi mislimo, da se treba potem o tem problemu pogovarjati na vseh nivojih, na socialnem nivoju in na institucionalnem nivoju. Če govorimo o azbestu, se z njim spoznamo, se z njim bolje soočimo in se zavedamo, kako delovati proti temu. Kako je torej v Furlaniji, Julijski krajini? Hudo je. Situacija, število ljudi, ki so bili izpostavljeni, je ogromno. Gre za veliko koncentracija je na območju Tržiča, kjer je ladjedelnica, potem Trst, železarna, Furlanska nižina zaradi kemične industrije. Drugje v regiji pa ni toliko tega. Torej, podatki ustrezajo državnemu povprečju. To so ta 3 območja so najhujša, na njih je zelo veliko smrti zaradi mezotelioma, ki je najvišja v Italiji, torej 6,3 na 100 tisoč prebivalcev. Več moških, manj ženskih, italijansko povprečje pa 3,33, manj kot 50% tega, kot je pri nas. Vedno govorimo o do leta 2025 se predvideva, da bo prišlo do eksponentne rasti mezotelioma. Pri nas imamo 60-70 smrti letno na to. Podatki iz 4. poročila Renan vidimo in zelo zastrašujoč podatek. 781 primerov malignega metelioma smo imeli od koncu prejšnjega desetletja, več moških kot žensk. To so bistveni podatki, da se zavedamo, kakšna je Furlanija, Julijski krajini, in meni se je zdelo prav to povedati, čeprav zelo na kratko. Torej, podatki so zastrašujoči in civilna družba mora reagirati, pa tudi s pomočjo znanosti se moramo truditi in vsi skupaj delovati v smeri, da bomo. Moj prijatelj Paolo Tomatas, tukaj vidim svoje prijatelje, ki se bolje spoznajo na to temo in bodo vam oni še veliko o tem povedali. Preden vas pozdravim, bi podal še 2 poudarka, ki sta prišla do izraza na enem zadnjih srečanj v Trstu. Prvič, potrebno je več pravice, več varnosti, kar ti družba, in potrebno je tudi kaznovanje, kar ti družba, ki ni sposobna kaznovati in ki ni sposobna razmišljati o življenjskih pravicah, ni pravična družba. Drugič, morda imamo še čas, da zberemo naše zgodbe in naša znanja in naše drame in damo več upanja tistim, ki so zboleli zaradi kontaminacije z azbestom. Raziskave lahko veliko storijo, veliko več pa lahko storimo, če sodelujemo, in to znanstveniki in vsi, in pri tem ne upoštevamo meje. A je to mogoče? Jaz pravim, je. Na koncu dovolite mi, da se zahvalim profesorici Metodo Dodič, ki nas je počastila svojo dragoceno prisotnostjo na naši konferenci, in potem dr. Marka, da me je povabil sem na vaše srečanje. Še enkrat hvala, grazie v imenu Komisije za azbest in vam želim vsem skupaj zelo uspešno delo.
Grazie, signor Della Rossa. Danes bi morala biti z nami tudi gospa Tanja Fajon, evropska poslanka iz Bruslja. Žal so jo zadržale neodložljive obveznosti, nam je pa poslala svojo poslanico, zato vas ljudno vabim, da si jo sedaj skupaj ogledamo in ji prisluhnemo. Spoštovani organizatorji, spoštovani gosti. Najprej naj se vam opravičim, da ne morem med vami sedeti v živo, kljub želji in dobri volji, saj se vedno rada vračam v Slovenijo. Enostavno nisem uspela skombinirati nepričakovanih obveznosti z današnjo konferenco. Me pa veseli, da imam možnost nagovora po tej poti. Kot evropska poslanka se s problematiko azbesta sicer ne ukvarjam neposredno, sem pa z njo seveda seznanjena, zato sem in bom še naprej v skrbi za zdravje vseh nas vedno podpirala uveljavitev vseh ukrepov, ki lahko kakorkoli pomagajo, tako pri nadaljnjem zmanjševanju škode zaradi azbesta, kot tudi pri doslednem izvajanju pomoči žrtvam. O nevarnostih azbesta ne bom govorila, ker jih še predobro poznate. Bi pa spregovorila o aktualnem dogajanju na tem področju v evropskih institucijah. Velik korak v Evropskem parlamentu je bilo sprejetje resolucije o poklicnih tveganjih zaradi azbesta in obetih za odpravo vsega obstoječega azbesta pred 2 letoma. Poročilo je nastalo prav v politični skupini socialistov in demokratov, ki jim pripadam, in je pri njem preko sindikata azbestnih bolnikov Slovenije zelo aktivno sodelovala tudi moja nekdanja poslanska kolegica Mojca Kleva. V poročilu, ki je bilo sprejeto z velikansko večino, smo pozvali k izvajanju usklajene evropske strategije za popolno odstranitev vsega azbesta. Strategija mora vključevati presejalni in registracijski program javnih stavb, kontaminiranih z azbestom, kot tudi načrte za njegovo odstranitev. Glede na sprejeto časovnico moramo v Evropi popolnoma odstraniti vsakršne ostanke azbesta v javnih zgradbah in objektih do leta 2028. Pri tem je treba ustrezno nasloviti tudi ravnanje z odpadki. Države članice bodo morale bolezni, povezane z azbestom, priznati kot poklicne bolezni. To bo osnova za zagotovljen dostop do hitrega in primernega zdravljenja ter dostop do finančne pomoči iz nacionalnih zdravstvenih sistemov, tako za žrtve azbesta kot njihove svojce. Kar se tiče preventive, je v ospredju informiranje ljudi, ki imajo pravico do obveščenosti o nevarnosti kontaminacije z azbestom v svojih domovih. Poročilo pa daje državam tudi smernice, kako vzpostaviti varnejša delovna razmerja, vključno z usposabljanji za delavce, ki pridejo v stik z azbestom. Februarja letos je ECOSOC, Evropski ekonomsko-socialni odbor kot posvetovalno telo Evropske unije, objavil mnenje o odpravi azbesta v Uniji. V njem so zelo konkretna priporočila za nadaljevanje dela, kot ga je potrdil Evropski parlament. Osebno se mi zdi zelo pomembna izmenjava načrtov in dobrih praks med državami. Kar se tiče registra stavb z azbestom, je opazen določen napredek, saj so ga številne članice Unije že sestavile. Glede odstranitve vseh obstoječih virov azbesta pa je slika precej slabša. Do zdaj je samo Poljska pripravila akcijski načrt z ustrezno finančno podporo. Prav zadostna javna finančna sredstva pa so ključnega pomena za odstranjevanje azbesta. Evropska komisija bi lahko za načrte odstranjevanja azbesta namenila posebna sredstva iz strukturnih skladov. Velik problem še vedno ostaja odlagališča za azbestne odpadke, ki so samo začasna rešitev, saj so azbestna vlakna praktično neuničljiva. ECOSOC je zato pozval Evropsko komisijo k spodbujanju raziskav in inovacij za uvedbo trajnostnih tehnoloških rešitev. Zelo pomemben je skupen evropski zdravstveni vidik bolezni povezanih z azbestom. Zagotoviti je treba, da se bodo na ravni držav članic sistematično popisovali vsi primeri in podatki o poklicnih in nepoklicnih boleznih povezanih z azbestom. Zdravniško osebje potrebuje ustrezno usposabljanje, da bo znalo postavljati pravilno diagnozo, še enkrat pa poudarjam, tudi izmenjavo najboljših praks. Žrtve azbestnih bolezni morajo dobiti večjo vlogo in morajo biti slišane, aktivne morajo biti v postopkih priznavanja. Zagotoviti jim je treba vse potrebne informacije, ob tem pa pravno, finančno in osebno podporo.
Pri tem so lahko zelo v pomoč združenja žrtev azbesta in se zato tudi spodbuja njihovo ustanavljanje. Smotrno bi tudi bilo, da zavarovalnice in odškodninske družbe sprejmejo skupni pristop k priznavanju azbestnih bolezni in določanju odškodnin zanje. In kar je še pomembno, potrebujemo poenostavljene postopke priznavanja bolezni. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije v Evropski uniji vsako leto zabeležimo 20 do 30 tisoč primerov bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu. Vsako leto zaradi teh bolezni na svetu umre več kot 100 tisoč ljudi. Do leta 2030 naj bi samo zaradi mezoteloima v Uniji umrlo več kot 300 tisoč ljudi. Kljub prepovedi njegove uporabe je azbest v Uniji mogoče najti ne le v številnih stavbah, temveč tudi predorih, ladjih, ceveh. Poleg tega vedno znova prihaja z uvoženimi gradbenimi materiali, gospodinjskimi aparati in tako naprej. Vseevropska prepoved azbesta iz leta 1999 in sedanji nadzor trga ne moreta preprečiti, da se proizvodi iz azbesta ne bi uvažali na evropski trg. Unija bi lahko na podlagi novega pristopa za nadzor evropskega trga sprejela ukrepe proti proizvodom, ki vsebujejo azbest. Na ravni Evropske unije je torej veliko aktov v zvezi s prepovedjo azbesta, njegovimi mejnimi vrednostmi in ustrezno zaščito delavcev. Vendar so določbe unije pogosto zelo splošne in rezultat tega so razlike pri njihovem izvajanju. Zato je na začetku omenjena resolucija Evropskega parlamenta toliko pomembnejša, saj predstavlja 62 posebnih in konkretnih zahtev evropskim in nacionalnim oblikovalcem politik. Ne glede na opisana prizadevanja, nas z azbestom čaka še hud boj. Letna proizvodnja azbesta na svetu se ni zmanjšala, čeprav so številne države prepovedale njegovo uporabo. Trgovanje z azbestom in njegova uporaba sta cvetoča, le da sta se preselila iz industrializiranih držav v države v vzponu. Trgovino spremlja močan mednarodni lobi. Pri tem žal Evropa ni nedolžna. Evropske naložbe v svetovno azbestno industrijo se nadaljujejo. Evropa tudi še naprej izvaža azbest, ko pošilja ladje v razrez v druge dele sveta. Po drugi strani ladje, ki azbest prevažajo kot tovor v tranzitu, prihajajo v evropska pristanišča. Evropska unija sama zato azbestu ne bo kos, ne na zdravstvenem, ne na drugih področjih. Kar se tiče zdravja, lahko uspemo le v tesnem sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo, Mednarodno organizacijo dela, tretjimi državami in drugimi mednarodnimi organi, ki morajo vsi in po vsem svetu spodbujati visoko raven zdravja in varnosti pri delu. Tudi kar se tiče ostalih področij, je pomembno, da bi bili pogoji v zvezi z azbestom po vsem svetu enaki, Evropa pa bi morala biti na čelu prizadevanj za vsesplošno prepoved uporabe azbesta v vseh oblikah. Potrebna je močnejša zaveza Unije v okviru mednarodnih institucij, da bi oblikovali instrumente, s katerimi bi trg z azbestom označili kot trgovino s strupi. Ecosok je v svojem poročilu zapisal, da Evropa lahko drugim delom sveta ponudi informacije o posledicah azbesta za zdravje, njegovem nadomeščanju z drugimi materiali in varnem odstranjevanju. S tem se sicer strinjam. Nisem pa povsem prepričana, da nas bodo jemali resno, že če omenim samo eno pomenljivo dejstvo. Evropska komisija, predlagateljica zakonodajnih ukrepov, varuh pogodb in izvršni organ Unije, še vedno ni izvedla dokončne selitve svojih delavcev iz ene od stavb v Luksemburgu, čeprav so v njej odkrili vsebnost azbesta že leta 1995. Spoštovani udeleženci, želim vam uspešno delo in se zahvaljujem za pozornost. Lep pozdrav v domovino. Hvala lepa, gospe Fajon. Še nekdo drug bi moral biti danes tu med nami, a se je tudi moral žal opravičiti. Gospa Lori Kazan, predsednica Mednarodne agencije za prepoved uporabe azbesta. Poslala pa nam je prijazno pismo z željo, da ga preberemo. Dragi prijatelji, pred več meseci sem prejela povabilo, da se udeležim vaše konference. Večkrat sem že bila v Sloveniji in imam zelo lepe spomine na vse ljudi, ki sem jih med svojimi obiski spoznala. Zato sem se zelo veselila vnovične poti k vam.
Žal danes nisem med vami, a vsaj zame zaradi zelo prijetnega razloga. Prav danes se namreč poroči moja hči Rachel, zatorej upam, da boste sprejeli moje opravičilo, ker nisem prišla na simpozij, ampak se skupaj z možem Davidom v Oxfordu veselim za svojo hči. Upam tudi, da me boste povabili na katerega naslednjih dogodkov, ki jih boste še organizirali. S prijaznimi pozdravi, Lori. Hvala Lori v daljni Oxford, zdaj pa je čas, da tudi uradno začnemo in odpremo simpozij. Azbest in njegove posledice radi merimo v številkah in abstraktnih prikazih, a za številkami in grafi so ljudje z imeni in obrazi. Vabim vas, da si skupaj ogledamo prvega od 2 filmov s pričevanjem žrtev posledic azbesta. S 15 leti sem šel v tovarno in sem delal do leta 76 kot elektrika v vzdrževanju v Salonitu. Takrat, v tem obdobju, ko sem bil v Salonitu, v proizvodnji azbest cementa, ni bilo nikakršnih zaščitnih sredstev, nikakršnega izobraževanja in nikakršnih opozoril. To se je zgodilo šele leta 1983, ko je Salonit Anhovo izdal navodila za varno delo z azbestom. To pa na pobudo civilne iniciative Odbora za varovanje okolja pri Krajevni skupnosti Anhovo, kjer so domačini opazili tudi navodila za uporabo azbesta, ki jih je veter zanesel v bližnje hiše v Anhovem. Takrat se začeli uporabljati določene zaščitna sredstva, ampak še zmeraj ni taka, kot bi morala. In tudi maske so imeli, samo kasneje so ugotovili, da ne ustrezne maske. V proizvodnji smo vzdrževali stroje, to je v celi proizvodni liniji. Včasih smo morali recimo razstavljati, tudi demontirati, okvare popravljati, dvigala smo vzdrževali in tako naprej. To je elektrozdravska dela. Zelo prašno je bilo. Takrat, ko sem imel 45 let, sem se šele zavedal točno, kaj azbest pomeni. Takrat sem bil mlajši, nisem se tem ukvarjal. Takrat me je oče zbolel za mezoteliomom. In potem, ko začneš razmišljati, ugotoviš, kje si. Tudi takrat sem dobil energijo, da smo ustanovili društvo obolelih zaradi azbesta. Potem sta me umrla še 2 strica na pljučih in eden na prebavilih. V naši ulici, kjer živim, z mojim tastom in z mano nas je 8. Takrat so organizirali 96. že nočne preglede. Sam ni bilo tole, tako rekel, bolj na lastno pobudo. Ni bilo to organizirano, ni bilo preventivno, ni bilo nič. Ko smo šli na kontrolo za zdravniške preglede delavci, smo opazili na pljučih v Novi Gorici znake azbesta in potem sem šel na kontrolo na Golnik in sem imel plake. Nekaj jutr, ko sem se zbudil, sem opazil pod desnim prsnim košem, me je zapeklo. Potem mi je ta bolečina izginila. Ampak po 3. in 4. dnevu sem imel malo vročine, to je tista vročina hinavska 37. In sem šel zdravniku in me je poslal v pulmologu. Naslednji dan sem bil že na bolniku, ker sem imel zalita pljuča. In po 14 dnevih so mi postavili diagnozo mezoteliom. Potem sem šel na Onkološki inštitut v Ljubljano, sem imel kemoterapijo pa operacijo in to je bilo leta 10. In potem je bilo v redu 3 leta in po 3 letih sem imel zopet kemoterapijo in zdravljenje. Sem predsednik društva in name se obračajo, ko zbolijo, okrog zdravljenja, pridobivanja odškodnine, tako da sem kar precej dejaven tukaj. Ko nekdo zboli, predvsem za rakom pa mezoteliomom, da se čim prej pride do odškodnine. Smo ena redkih držav, ki imamo urejeno ureditev za obolele. Odnosa do azbesta pa še zmeraj se ni spremenilo. In to na vseh nivojih, od občine pa dol do krajanov. Danes je z nami tudi gospod Stojan Bizjak,
ki je posledice azbesta prav tako okusil na svoji koži. Vabim ga, da se mi pridruži tu na odru za kratek intervju. Gospod Bizjak, izvolite. Najprej hvala lepa, gospod Bizjak, ker ste se prijazno odzvali našemu vabilu, da prisostvujete na srečanju Azbest nikoli dokončana zgodba in z nami delite svojo zgodbo in izkušnjo z azbestom. Vi ste z azbestom prišli v stik na delovnem mestu. Nam lahko prosim poveste, kje in kaj točno ste delali? Torej, moj prvi kontakt z azbestom oziroma z azbestnim prahom je bil že v mojih dijaških letih, ko sem ob počitnicah opravljal obvezno prakso, enomesečno, in to v vzdrževalnih delavnicah. To je bilo prvo. Potem pa, ko sem se prvič zaposlil leta 70, sem pa delal na delovnem mestu, ne direktno v proizvodnji, pač pa v oddelku za odpremo azbest cementnih izdelkov. To je bilo prvo, potem pa kasneje pa v oddelku za odpremo cementa in raztovarjanje surovin, med tem je bil tudi azbest, velike količine azbesta. Na vseh teh delovnih mestih nam lahko prosim poveste, kakšna delovna oblačila ste nosili? No, običajna delovna oblačila, ni bilo nobenih posebnih oblačil, pač pa delovna obleka, halje, to je bilo vse, kar je bilo. Kaj pa zaščitne maske? Ne, no, takrat, ko sem jaz bil tam, tega ni bilo. Je bilo pa to pozneje upeljano, ampak v sami proizvodni, kjer so zahtevali od delavcev, da morajo nositi zaščitne maske, ampak zdaj si pa predstavljate vi delavca, ki raztovarja vagon, se pravi nosi 50 kg vrečo, pa na ustih, na obrazu masko, 8 ur, kako naj to zdrži. In so potem delavci so pač te maske imeli, dokler je bil nekdo nadrejenih zraven, potem so jih pa sneli. Ali se je o nevarnostih azbesta morda kdaj govorilo na glas? Ste imeli morda kakršnakoli izobraževanja v tej smeri? Torej, jaz moram povedati, da sem bil v tem oddelku samo 4 leta, kjer je bil najbolj tako kontaminiran z azbestnim prahom, potem sem se pa umaknil na drugo delovno mesto, v izgradnjo nove cementarne, tako da potem nisem več bil prisoten, ampak v tistem času, ko sem bil tle, pa nismo imeli nobenih predavanj, nobenih izobraževanj. Kar je bilo, smo imeli samo pri začetku nastopu službe, je bilo tisto obvezno predavanje o varnosti in tako naprej. Kdaj pa ste začutili prve zdravstvene težave? Torej, prve težave sem se občutil pred 5 leti, februarja meseca, ko me je začelo boleti v pljučih na desni strani, tako da nisem mogel v bistvu skoraj globoko vdahniti. In sem potem šel do osebnega zdravnika, ki me je napotil, oziroma do zdravnice, ki me je napotila na pulmologu in me ta po pregledu še isti dan napotil na Golnik. Kaj se je potem dogajalo od tam naprej, kdaj ste dobili diagnozo mezoteliom? No, po vseh preiskavah na Golniku, se pravi od slikanja CT-ja do punkcije in potem tudi torakoskopije, mi je potem zdravnik pač sporočil, da imam mezoteliom in da bo pač treba razmišljati v neki drugi smeri v svojem življenju. To je bilo, mislim, da je bilo to marca meseca oziroma pred koncu februarja, tako po par dnevih, ko sem bil na Golniku. Ali ste kadarkoli še v času dela v tovarni razmišljali, da utegnete tudi vi zboleti, in sicer za najhujšo obliko bolezni azbestoze? Vsekakor ne, ker nobeden ni bil niti toliko osveščen oziroma opozorjen na nevarnosti, ki jih azbest prinaša. In zato tudi človek ni mogel o tem razmišljati. Kako ste ravnali, ko ste bili obveščeni, ko vam je zdravnik povedal, da imate mezoteliom? Kakšne misli so vam šle takrat po glavi?
težko opisati, ampak Kako ste se začeli zdraviti, gospod Stojan? Kako je potekalo zdravljenje? Torej, ponudili so mi zdravljenje najprej na Golniku, dali so pa možnost tudi, da izbiram, tudi, da lahko grem tudi na Onkološki inštitut v Ljubljano. In sem se prvo odločil, da rekel, če sem me pač že začel zdraviti na Golniku, ne me tudi tam naprej zdravje. K sreči je potem takrat prišel na Golnik, zdaj je to vsakotedensko, ne vem kako mu je to organizirano, tudi dr. Kovač iz Onkološkega inštituta. In se potem me je on nekako povabil, če bi hotel sodelovati v nekaj novem načinu zdravljenja, se pravi, da če se priključim prostovoljno v neko študijo imenovano ILI. In ker sem vedel, da druge izbire nimam, ker sem se na to odločil, ker na Golniku so mi rekli, da pač nimajo uspehu pri zdravljenju mezotelioma. Gospod Bizjak, še zadnje vprašanje. Kako danes živite z vsemi posledicami azbesta? Jaz se trudim živeti normalno, kakor prej. Sicer so določene omejitve, ker nimaš več tistih fizičnih sposobnosti, tistih zmožnosti, se pravi, se te zapira, da ne moreš hoditi po hrib tako hitro, oziroma sploh težko, ampak se trudim živeti normalno naprej in zaenkrat mi to uspeva. Moram pa povedati, da sem letos ponovno zbolel, februarja meseca, ponovno po 5 letih. In sem bil še enkrat na kemoterapiji in sem je zaključil avgusta meseca, tako da zdaj sem pa tle pred vami. In videti ste odlično. Gospod Bizjak, mislim, da govorim lahko v imenu vseh nas. Iskreno se vam zahvaljujem za pogum, da ste prišli sem in tako odkrito spregovorili o za vas nedvomno zelo težki življenjski izkušnji. Želim vam veliko zdravja in prosim, hvala lepa še enkrat, lahko se pridružite svoji soprogi in vas vabim skupaj z vsemi ostalimi, da si ogledamo še drugi film, Pričevanje še ene gospe, ki je bila prav tako žrtev posledic izpostavljanja azbestu. Torej, jaz nisem nikoli delala v Anhovem, zdaj pa imam to nekako poklicno bolezen azbestozo, ker se čudim vsemu, ne. Je pa sicer mama delala v tovarni, nosila domov halje in obleke delovne. Doma smo jih najprej stepli čez balkon, potem smo dali v vodo, da smo jih oprali takrat še ročno. Mama je imela samo eno haljo, brez nobenih mask, brez nobenih reči. Konec marca jaz sem bila zelo slaba. Nisem imela ne vročine, ne nobene take reči, samo nisem mogla biti po koncu. Kar naprej mi je slabilo. In potem sem šla k zdravnici in mi je naredila ene preiskave krvi, vode in tako. In na vodi je bila kri na vodi. Sicer sem malo kašljala, tako ma ni bilo ne vem kakšne reči. Potem mi je dala antibiotike, sem 4 tedne pila antibiotike in mi je naročila na ultrazvok trebuha, ki je pa sem imela jetrne teste povišene. In na tem ultrazvoku trebuha so mi na desni strani opazili ta izliv. Po tistih izvidah so me poslali v Šempeter, v bolnico. In tam so videli, da je pač izliv od plevre, od pljuč. In pa sem ostala noter 10 dni, 2-krat so me punktirali vodo iz pljuč in ta CT sem naredila. Na CT-ju je tudi vidna velika lisa na vrh. In pa smo šli naprej. Prvo si nisem mislila, da je tako hudo, ko so mi pa rekli, da je sum na mezoteliom, pa mi je dalo pa malo misliti. Še zmeraj sem upala, da ni. Odločili so se samo za kemoterapijo zaenkrat, ker ne vejo, kako bom prenašala, kako bojo sproti se odločili
še za kakšno zdravljenje, operacija odpade, ker ni kaj operirati, se ne da. Pa bomo pa videli. Zdravnica mi je že zagotovila, da to ni ozdravitev. Je lahko samo upočasnjen postopek, sicer nimam tistega prav agresivnega, ne, tako da bomo videli. Telesno sem kar zdaj zaenkrat v redu, mislim, malo težko diham, nič me ne zaenkrat še ne boli, tako da ne vem, apetit imam še, sicer sem skušala 5 kil v 3 mesecih, drugače pa tako se gledam. Nič lepo ne gledam na tovarno, tudi se mi smilijo vsi tisti, ki bojo še zboleli za mano. Spoštovani, verjamem, da ni med nami prav nikogar, ki ga pričevanja, ki smo jih pravkar videli, ne bi se dotaknila. Verjamem, da vsi potrebujemo nekaj časa, da o njih razmislimo. Zato predlagam, da si vzamemo kratek premor. Preden pa se za krajši čas razidemo, se želim zahvaliti tudi gospe Eriki Bersenda, ki nas je ves čas spremljala na svoji harfi. Hvala lepa, gospa Erika. Točno ob 10:20 pa nadaljujemo z strokovnim teoretičnim delom simpozija. Hvala zaenkrat.